Poročilo ODP nastajanje lahko oddate na dva načina: preko aplikacije ISA odpadki ali s pomočjo Excelovega obrazca. Priporočamo vam uporabo aplikacije ISA odpadki, v kateri vam je za lažje in hitrejše izpolnjevanje poročila ODP nastajanje na voljo predizpolnjen obrazec poročila ODP nastajanje, v katerega so že vneseni podatki iz vaših veljavnih evidenčnih listov, shranjenih v aplikaciji ISA odpadki. V prvem delu vam bomo predstavili postopek oddaje poročila ODP nastajanje preko aplikacije ISA odpadki. Za vnos podatkov v ISA odpadki se morate registrirati kot uporabnik informacijskega sistema. Aplikacija ISA odpadki je dostopna na spletni strani Arso, pod portali, s klikom na gumb ISA odpadki. Tu boste našli podrobna navodila za registracijo, za katero potrebujete veljavno digitalno potrdilo, ki je vezano na vaše podjetje ali organizacijo. Registriranim uporabnikom je v aplikaciji ISA odpadki za lažje in hitrejše izpolnjevanje poročila ODP nastajanje na voljo predizpolnjen obrazec poročila ODP nastajanje, v katerega so vneseni podatki iz vaših veljavnih evidenčnih listov, shranjenih v tej aplikaciji. Podrobna vsebinska navodila za izpolnitev poročila ODP nastajanje najdete na spletni strani Arso s klikom na Varstvo okolja, odpadki, obrazci pod poglavjem 1, poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto ODP nastajanje. Predizpolnjen obrazec poročila ODP nastajanje najdete s klikom na gumb Letna poročila in nato na gumb Vpis podatkov zavezancev. V stolpcu izbira kliknite pred krogec pred ID številko verzije poročila Letno poročilo nastajanje odpadkov s statusom zaključen in načinom poročanja avtomatsko v nič, nato pritisnite gumb PDF. Na predizpolnjenem obrazcu PDF formatu obvezno preverite, ali so vsi že vpisani podatki pravilni. V predizpolnjenem obrazcu so vpisani podatki o odpadkih, ki ste jih oddali prevzemnikom odpadkov, ter odpadki o začasno skladiščenih odpadkih na začetku leta. Ti podatki so vpisani iz vaših evidenčnih listov, ki so shranjeni v aplikaciji ISA odpadki, ter iz podatkov o začasno skladiščenih odpadkih na koncu leta iz vašega zadnjega poročila, če ste ga oddali tudi v preteklem letu. Ker so lahko podatki vpisani na podlagi evidenčnih listov napačni, morate že vpisane podatke primerjati s podatki iz vaše lastne evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in jih po potrebi ustrezno popraviti. V predizpolnjenem obrazcu pa ni podatkov o začasno skladiščenih odpadkih na koncu leta, niti podatkov o izvoženih odpadkih, ki ste jih poslali v obdelavo izven Slovenije. Vaša naloga torej je, da preverite pravilno že vnesenih podatkov in jih po potrebi popravite ter v obrazec vpišete manjkajoče podatke. Ne glede na to, ali morate poročilo popraviti oziroma dopolniti ali pa je poročilo v celoti pravilno predizpolnjeno, morate v prvem koraku kreirati novo delovno verzijo poročila. V stolpcu izbira kliknite v krogec pred ID številko verzije poročila s statusom zaključen in načinom poročanja avtomatsko v nič. Nato pritisnite gumb Dopolni ali popravi. Kreira se nova vrstica z novo verzijo poročila s statusom v delu in načinom poročanja avtomatsko v nič. Na novo kreirani vrstici kliknite na podčrtano ID številko verzije poročila s statusom v delu in načinom poročanja avtomatsko v nič. Odpre se okno drugega koraka, vnos letnega poročila korak 2 od 5. V tem koraku obvezno preverite, da je v okencu tip letnega poročila izbrana verzija poročila Letno poročilo o nastajanju odpadkov, poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. Nadaljujte s pritiskom na gumb Naprej. V nadaljevanju vpišite zahtevane kontaktne podatke in obvezno izpolnite okence opombe. V okence vpišite ali in zakaj ste ali niste dopolnjevali verzije v nič. Vsa ostala okenca pod okencem opombe pustite prazna. Podatke shranite s pritiskom na gumb Shrani. S pritiskom na gumb Naprej se odpre okno tretjega koraka, vnos tabel na letnem poročilu korak 3 od 5. V koraku 3 od 5 dodajte, popravljajte ali brišete vnose v posameznih tabelah. Obrazec poročila ODP nastajanje vsebuje dve tabeli. Tabela 1, nastali odpadki v preteklem letu, in tabela 2, ravnanje z odpadki v preteklem letu.
V okencu Tabela izberete tabelo, v katero boste vnašali nove podatke ali popravke oziroma brisali že vpisane podatke. S klikom na izbrano tabelo se vam spodaj prikaže predizpolnjena tabela. Vsebino izbrane tabele dopolnite z novim vnosom, tako da izberete vrednost izpustnega seznama, kjer je na voljo, ali vrednost količino vnesete sami. Iz izpustnega seznama izberete statistično regijo, kjer je odpadek nastal. Prav tako iz izpustnega seznama izberete številko odpadka ter pišete količino nastalih oziroma skladiščenih odpadkov. Količine vnesite v kilogramih brez decimalnih mest. Vrednost, ki ste jo na novo vpisali, je dodana v izbrano tabelo, ko kliknete na gumb Dodaj na seznam. Če želite v izbrani tabeli popraviti obstoječ podatek, kliknite na ID vrstice, v kateri je podatek, ki ga želite popraviti. Popravke pa nato vnesite v polja posameznih spremenljivk pod izpisano tabelo. Ko zaključite, pritisnite na gumb Shrani na seznam. Če želite v izbrani tabeli izbrisati določeno vrstico ali vnos, v stolpcu Izbira kliknite v kvadratek in pritisnite gumb Zbriši označeno. Po dopolnitvi oziroma vnosu popravkov vsebine v posamezni tabeli lahko že v tem koraku preverite pravilnost vnesenih vrednosti. To storite s pritiskom na gumb Izvedi kontrole za stran. Če vrednosti niso pravilne, se vam izpišejo opozorila. Rdeče obarvana opozorila vas opozarjajo na to, da so v poročilu težke napake, ki jih boste morali odpraviti, sicer ne boste mogli zaključiti in oddati poročila. Modro obarvana opozorila vas obveščajo o tem, da so zaznane neobičajne oziroma nenavadne vrednosti, kljub temu pa boste lahko zaključili in oddali poročilo. Za potrebe snemanja teh navodil smo v tabele vnesli nepravilne oziroma nepopolne podatke, da smo lahko prikazali izpis napak v poročilu. S pritiskom na gumb Naprej se odpre okno 4. koraka, prikaz dokumenta za podpisovanje korak 4 od 5, kjer se vam ponovno prikaže končna vsebina obeh tabel. Priporočamo, da podatke ponovno pregledate. Če je vsebina obeh tabel pravilna in popolna, poročilo zaključite s pritiskom na gumb Zaključi in oddaj poročilo. Aplikacija vas ponovno vpraša, če želite oddati poročilo in pritisnete na gumb V redu. Če v 3. koraku niste odpravili napak, se vam ob pritisku na gumb Zaključi in oddaj poročilo izpišejo opozorila. Rdeče obarvana opozorila vas opozarjajo na to, da so v poročilu težke napake, ki jih boste morali odpraviti, če želite poročilo zaključiti. Modro obarvana opozorila vas obveščajo o tem, da so zaznane neobičajne oziroma nenavadne vrednosti, kljub temu pa boste lahko zaključili in oddali poročilo. Za odpravo napak se morate ponovno vrniti na seznam poročil v zaslonski maski, priprava letnega poročila, kjer kliknete na podčrtan ID pred poročilom v statusu v delu in v 3. koraku vnos tabel na letnem poročilu korak 3 od 5 dopolnite oziroma popravite poročilo. Ko popravite oziroma dopolnite vsebino tabel, pritisnite na gumb Shrani na seznam in izberite Naprej. Poročilo zaključite s pritiskom na gumb Zaključi in oddaj poročilo. Aplikacija vas ponovno vpraša, če želite oddati poročilo. Pritisnite na gumb V redu. Na koncu aplikaciji ISO odpadki s klikom na gumb Letna poročila in nato na gumb Vpis podatkov zavezancev še preverite, če je status letnega poročila nastajanja odpadkov zaključen. Če boste imeli po ogledu videa in prebiranju navodil objavljenih na spletni strani Arso še kakšna vprašanja, vam priporočamo uporabo poštnega predala isodpadki.arso@gov.si. Ker je število zavezancev za poročanje zelo veliko in pričakujemo veliko število telefonskih klicev, vas prosimo za razumevanje, potrpežljivost in strpen odnos. Priporočamo vam, da z oddajo poročila ne čakate do zadnjega dne in da za vprašanja prednostno uporabite poštni predal isodpadki.arso@gov.si. Skušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!